Dober in prijazen večer, moj mladi gledalec. Danes boste na svojih YouTube sprejemnikih videli rešitev za bolečino v kolenu, kolenski sklep, ki je znan tudi v znanstveni skupnosti. Torej, prijatelji, danes bomo skupaj obravnavali najpogostejše lokalizacije bolečin v kolenskem sklepu. Če vas boli na notranji strani kolenskega sklepa, na tem območju, zunanja stran, sprednja in morda bomo uspeli še zadnjo, morda pa ne. Začnimo z notranjo stranjo kolenskega sklepa, to je najpogostejše. Bolečina se pojavi tukaj, na tem območju. Če je seveda meniskus tako uničen, vezi so pretrgane, tega ne upoštevamo. Tam vse zateče, oteče, gre za nenadno, ostro poškodbo. To nas za zdaj ne skrbi, zanima nas kronična bolečina v kolenskem sklepu, pri kateri je mogoče, so kakšne kronične poškodbe, meniskusi so malo poškodovani, tam je delna pretrganost vezi, vse to pride v poštev. Ampak pri tem boli, ko na primer dolgo hodite, po hoji, hoja izzojo bolečino. Ali po hoji nekaj časa boli, vendar ni jutranjih bolečin. Ni bolečine v mirovanju, velike otekline ni. To je vse za vas, poslušajte. Če pa ne, potem to ni za vas, izklopite. Pozorno poslušajte tisti, ki ste zdaj ostali, torej ta notranja površina kolenskega sklepa. Tukaj so bolečine pogosto povezane s tem, da pride do prekomerne napetosti mišic zadnje strani stegna. Polkitasta, poloknasta mišica, to je notranja stran stegna, primikalk in njihovih kite. Pa še krojaška mišica je tukaj. In pri tem so kite teh mišic v napetem stanju, se stalno vnamejo, mesto pritrditve, tudi pokostnica se lahko tam malo vname. In vse to začne boleti. Kaj povzroča to bolečino? Prvi test, ki ga morate zdaj narediti, da ugotovite, ali je vaš kolenski sklep kriv, ali pa ste preprosto ga na tak način zlorabili. Že do te mere, da vas mora boleti. Torej, poglejte. Prvi test je takšen. Tukaj je vaše koleno, tukaj je pogačica. O tem kolenu bomo govorili. Tam spodaj je stopalo. In zdaj, kaj morate narediti? Stena, pristopite k steni, postavite se s obrazom proti steni. Roke položite na steno, tako, kot da se je začela osebna preiskava. Zavzemite takšen položaj. Za nekatere je to običajen položaj, za druge prvič, vendar se tega položaja ne bojte, ni nič strašnega. To je samo test vašega kolenskega sklepa. In zdaj kaj naredimo? Z rokami se oprete. Vaša naloga je, da eno nogo odmaknete nazaj, tako kot vam ustreza, druga je spredaj, s prsti naprej, kolikor je mogoče. In vaša naloga je, da stojite s pogledom naprej. Tako. Vaša naloga je zdaj narediti gibanje s kolenom naprej, kot vam je običajno, in opazovati, kako se premika sem naprej. Kakšne možnosti obstajajo? Poglejte. Prvo. Koleno gre tukaj noter, glede na palec na nogi. To je slabo. Koleno gre proti palcu na nogi, to je normalno. Koleno gre proti sredini stopala, to je normalno. Koleno gre proti mezincu, to je sprejemljivo. Najslabši položaj je takšen, ko je koleno pri upogibanju obrnjeno navznoter. To povzroča prekomerno obremenitev prav na notranji del kolenskega sklepa. Če se boste tako gibali skozi življenje, če se boste tako vzpenjali in spuščali po stopnicah, skakali, tekli, izvajali visoke brce, zasuki, potem vam koleno ne bo dolgo služilo. Drugi test. Stopnička se je nenadoma pojavila na vaši poti in vaša naloga je, da stopite na to stopničko. Kako stopite na stopničko? Najprej prenesete težišče naprej in tukaj morate tudi pogledati, kam gre spet koleno. Če gre v mejah stopala, tako kot smo pravkar naredili, je v redu. Normalno. Če pa gre navznoter, sem. Običajen človek, ki mu koleno gre navznoter, postavi stopalo tako, navzven.
In zdi se, kot da koleno gleda nekako sem naprej. Ker če se pri tem testu izkaže, da se koleno opogne sem, tako ne boste hodili. Takšnega človeka boste redko srečali na cesti. Običajno se stopalo prilagodi temu gibanju kolena in se obrne navzven, tako nekako. In običajen način postavljanja noge za tega človeka, tudi na stopnico, je takšen. Torej, stopalo je obrnjeno navzven, da je lažje narediti to gibanje kolena navznoter. Če pa zdaj pogledamo položaj kolena glede na stopalo, vidite, kam se premakne. Zelo, zelo navznoter od palca na nogi. Ali je to dobro? Poskusite odgovoriti na to vprašanje v komentarjih. Pravilen odgovor je slabo. Tisti, ki ste odgovorili pravilno, kapa dol. Torej, prijatelji, poglejte, zakaj prihaja do takšnega gibanja. Kaj je pri tem slabega? Gre za to, da obstaja določen kod optimalnega gibanja sklepa, pri katerem je obremenitev vseh struktur sklepa enakomerna. Vezi, meniskusi, hrustanci, karkoli, mišice. In obstaja kod gibanja, pri katerem je del preobremenjen. Vidite, pride do prekomernega napenjanja vezi. Tukaj je tetiva. Torej, to je poškodba sklepa. Če se ta poškodba ponavlja, pride do kronične poškodbe sklepa. Poškodba določenih delov kolenskega sklepa. Še en test. Želite? Poglejte, kdaj se lahko še poškoduje. Vstanemo, damo noge skupaj, naredimo obrat tako. Ne delajte sunkovito, da ne bo to zadnji obrat v vašem življenju. Previdno se tako obrnite. Če je kaj počilo, ni nič hudega. In zdaj gledamo med tem obratom. Recimo, desna rama naj gre nazaj, leva pa naprej. In izkazalo se je, da je to koleno, vidite, levo, kjer je moje levo ramo šlo naprej. In tudi to koleno se je premaknilo navznoter. Vidite? To je tudi slab znak. Težišče, če se vam je med tem obratom premaknilo na eni nogi, na notranji del stopala, na drugi nogi pa na zunanji del, to ni nič dobrega. Če pa je med obratom koleno ostalo stabilno, je vse v redu. Nič hudega. Torej, prijatelji, zdaj smo skupaj obravnavali vzroke bolečine na notranji strani kolenskega sklepa. Kaj želite naprej? Želite, da takoj pokažem, kaj narediti, da ne bo bolelo? Ali še kaj drugega, druge dele? V redu, najprej poglejmo, kaj narediti, da ne bo bolelo na notranji strani. No, potem pa morda pridemo še do drugih delov. Vzroki, zaradi katerih se to dogaja, zaradi česa noga dobi takšno obliko, v obliki črke X, črka X. Geometrija, kdo se spomni, tam je bila črka X, X, Y, T, vidite? In noge so dobile enako obliko. Tako. Matematična, torej deformacija. Zakaj se to dogaja? Zakaj noga teži k temu položaju? Gre za to, da vi mislite, da nadzorujete svoje gibanje. Možgani dajo ukaz, telo pa ga navadno izvede. In v svoji domišljiji ste sposobni izvajati kompleksno usklajena gibanja. Ampak dejstvo je, da so določene mišice nazadnje delovale pred približno 15 leti pri uri telovadbe. Od takrat naprej, na primer, ta srednja glutealna mišica je pozabljena. Počasi atrofira. Deloma je svojo mišično tkivo zamenjala z maščobo, deloma z vezivnim tkivom. In je prenehala opravljati svojo funkcijo. Kaj ona počne? Ko stojimo na eni nogi, podpira medenica. Ko pa ne deluje, se nam medenica začne spuščati. Ne drži se več stabilno. Prav tako skupaj z glutealno mišico zagotavlja stabilnost kolena med gibanjem. Tukaj mora biti ravnovesje med mišicami, ki premikajo kolenski sklep navznoter, torej sem, in mišicami, ki ga stabilizirajo v tej smeri. Katere so te mišice? Glavne mišice. Srednja glutealna, velika glutealna, še katera. Zaenkrat vam bosta ti dve dovolj, začnite z njima.
Tukaj je. Vidite, kakšen je kolenski sklep, kakšna kompleksna anatomska tvorba je to pri nas. To je pogačica. Bolečina v sprednjem delu kolena je zelo pogosto povezana s tem, da se pogačica začne zelo približevati oziroma skoraj dotikati te sklepne površine stegnenice. Razdalja med njima postane manjša. Kdaj se to zgodi? To je že bolečina. Vidite, kako sem prešel na bolečino v sprednjem delu kolena. Neopazno, kaj ne? To se zgodi, ko oslabi in se skrajša sprednja stran stegna, štiriglava mišica, in pogačica tako izgubi svojo gibljivost. Torej, prijatelji, vrnimo se k glutealnim mišicam, srednji glutealni mišici. Prva vaja, ki jo potrebujete, da odpravite to bolečino, povezano s tem, da vas koleno boli tukaj znotraj. Prva. Elastični trak. Danes je dostopen vsakomur. Takšen obročast trak. Tukaj je raztegljiva, preveč trda ni potrebna. Sedite na stol. Elastiko. Pripnete jo, tukaj sta dve možnosti, lahko nad kolenom ali pod kolenom. To so že vaše lastne, kako naj rečem, muhe, vaše preference. Nihče vas ne bo obsojal, če boste nad ali pod kolenom. Elastiko pripnete. Namestite se pred jedilno mizo ali pa ob partiji šaha, pri kartanju, gledanju televizije ali poslušanju radia, kar vam je ljubše. Torej, to je dobro početi mimogrede. Mimogrede. Na potovanjih, na primer v podzemni železnici, recimo. Na letalskih poletih lahko vse to počnete tako na avtobusu. Enkrat, dvakrat, trikrat in te vaje začnete izvajati. Kaj se na ta način zgodi? Pri vas pride do določene obremenitve, hkrati se krčita srednja in velika zadnjična mišica. Zdaj pa poglejte, stopalo med izvajanjem vaj lahko zavzame 3 položaje. Prvi je, da stopalo preprosto stoji, tako kot stoji na naši materi zemlji, ki nam daje moč. Tako tudi stoji med vajami. Zdaj pa postavite se na prste. Na prste pete ste dvignili. Tako, in na ta način tudi izvajate gibanje. 15 do 20 ponovitev, odvisno od elastike, ampak izberite takšno elastiko, da boste lahko naredili približno 15 ponovitev. Tako, in tretja vaja, pete postavite takole, peta pride tako, se dotika tal, nežno. In na ta način tudi 15 do 20 ponovitev, vmes počivajte, če se kaj utrudi. Če se utrudi, pomeni, da deluje. Ampak tako, brez preobremenjevanja, to ne počnete zadnjič, ni vam treba vsega narediti naenkrat, vse to obnoviti. Vaša naloga ni, da vse to obnovite naenkrat. To je bila prva vaja. Torej, to lahko izvajate med delovnim dnem. To vse izvajate. Drugo, stoje, če se je kdo resno odločil, da se bo lotil vsega tega okrevanja, stoje, poglejte. Poglejte, priporočljivo je, da se nekje na nekaj naslonite. Lahko na steno, lahko pa tudi na kakšnega prijatelja, ki je nižje rasti. In tako potem vstran naredite ta gib z nogo, ampak že z iztegnjeno nogo. Podobno kot prej, ampak povsem drugače, kaj ne? Torej, tukaj ste vi, kolega, na primer nekdo pri vas v službi, tukaj sta skupaj, recimo tukaj. Tako, počivali ste med odmorom za kajenje in hkrati ste skupaj z njim izvajali vaje. Tudi to gasa. Torej, to je spet srednja glutealna mišica. Zdaj, imeli smo situacijo, ko ste stopili na stopnico, tako, ne? In vaše koleno je šlo sem noter. Kaj storiti v takem primeru? Spet ste vzeli to svojo elastiko, prav tako, pripeli ste jo, stopili na stopnico in naredili isto. To zdaj delate z eno nogo. Če se sploh ne premika in ni obsega giba, kaj storite? Tukaj stopite, malo stran, malo povečate obseg giba
Torej, položaj noge lahko spremenite v nekaj, kar vam ni običajno. Ne tako, kot ste jo postavili na stopnico. To naredimo, potem isto naredimo na prstih. In na peti naredimo isto. Tako. Potem statično napnemo, držimo, z eno, z drugo nogo, isto ponovimo. Zdaj je jasno. Potem odstranimo elastiko. Tako. Tako. Nadaljevanje. Kaj naredimo naprej? To je po A ponovitev. No in zdaj spremljamo. Za začetek. Ko stopite na stopnico, če je za vas običajen položaj kolena navznoter, se posebej trudite, kaj narediti. Razdelite svoj korak na dele po stopnicah. Poglejte, eno gibanje, potem imate dve gibanji do za vas običajnega in namesto drugega gibanja naredite dve. To koleno, tukaj noter, enkrat, 1, 2, 1, 2 in potem že naredite 3. Prej je bilo ravno 1, 2, ja? 3, a zdaj enkrat 2, 1, 2, 3. 2, 3, 4, jasno? Zapomnili, torej, prijatelji. Naslednje imamo zavoj. Kdo je opazil, da se mu je med zavojem koleno tako upognilo? Tudi za vas imam dobre novice. Kaj storiti, da se ne bi upognila? Poglejte, med zavojem, če naredimo gib, gre naše koleno navznoter. Kaj to pomeni? To pomeni, da nam tukaj primanjkuje gibljivosti. Prva vaja, da se ne obrne, ga moramo prisiliti, da naredi drugo gibanje. Ena možnost je, da ga pustimo pokrčenega, spet naredimo gibanje navzven sem in gledamo, kako bo to, preden se obrnemo. Naredimo enkrat sem. Ja. Koleno lahko pokrčite, da bo to lažje narediti in potem obrat. Ampak lahko opazite, da obrata ni dovolj, zato je bilo treba narediti gibanje navznoter. Druga možnost je, da iztegnete. Iztegnali ste koleno, napeli ste tudi mišico, šele nato ste se obrnili, tudi medenica se ne bo več mogla premakniti navznoter. Druga možnost, če je težko usklajevati svoje lastno telo. Vzamemo valjček sem, postavimo to nogo, upognemo na prste, postavimo koleno, pritisnemo in začnemo se obračati. Obračati se in tukaj vidite, se obrnemo stran od stene. Če bo vaše koleno šlo navznoter, tole stvar bo padla. To vam je nekakšen pokazatelj pravilnosti izvajanja vaj. No, prijatelji, vidim hvaležne oči, solzne, gledajo me. Nekdo je zajokal od sreče, razumem. Ne zadržujte tega zase, prosim, napišite v komentarje vse svoje navdušene pozdrave. Lahko pustite svoje želje. Komentarji so trenutno dostopni vsem. Podrobneje, za tiste, ki jih zanima hoja, ki so se odločili popolnoma obvladati svoje telo, je za vas na povezavi v opisu celoten program. Program biomehanike gibanja. Kako se naučiti premikati svoje telo med korakom in pri vseh drugih gibanjih? Je na voljo, prosim, se seznanite. Vsem ostalim želim vse dobro, do naslednjih oddaj.